Dobro jutro, ura je 11 in mi dva nisva pred hotelom, ničkam bolj so pridno kot včeraj in sva na poti, ki je na en slab. Pač še en slab si bo gledal. No. Mislila sva, da bo dešinje kar naenkrat sonce. Povedane so plohce, ob 3 bomo pa videli. Lej, se tamle se že nekaj oblači. A sva že razkrila, kam greva ali kva? A ja, ne. Kaj pa zdaj? Ne smeš plavati. Psi so prepovedani, Mark 5 nazaj. A ja, prevezen ga te moram imeti. Dej špakca. Kaj veva o slapu Kozjak? Da je eden najbolj instagramiziran Instagramičnih slapov Slovenije. Če greste pogledati tiste slavne profile I feel you, ali pa si ti rekla kam pa danes, če greste na tem profilu, ona to vse označi v storiju, se pravi Ne, sploh ne res. hashtag, ne hashtag, Afna kam pa danes, Afna I feel Slovenija, Afna mokro muco imam, Afna karkoli I'm wet. V glavnem, to je eden izmed najbolj takih postanih slapov, kak bi te je rekla. Jaz vam pa zdaj, ker je tak lep razgled, tako da bomo malo obrnili kamerc. Kira red, stari, kakšen je šele drek. Ne, drek, to je moja fora, ne teš mi, to je moja fora. Instagram. Pa si v redu. Kor plačati je bilo treba, ej. V glavnem, greste na slab Kozjak, stopnina za odraslo osebo 5 evrov, za študente 4 evre. Midva sva pač plačala, bom pa skole povedal, tudi če lahko korakaš, lahko ni nekega štanta, ampak to, da veste, jaz sem plačal, jaz vam čisto vest, kor pa hoče, pa može se svašta. Te lepo poznam, tega pa tudi. Kaj je, snem svoje nalepke. Ti si čofa. Kjer je zdaj moj? Kaj je moj, ki lep zavid? Kje je lep zavid? Kaj je moj? Ne, čigav je zdaj lep zavid? Kaj je moj? Čigav je zdaj lep zavid? Moj je tvoj. Roglički, superca. Kaj že noter? Višnja skuto. Vrhunski je, kaj je dober. Ej, snema, ne mi zdaj mazule stiska. To je realnost, Pa sem hotel reči, slab Kozjak, pocena, slab. Zelo lep, vrhunski ambient, filmski, kakorkoli, ampak precej turistični. Če plačaš ga, da ga pideš po taki potki. Stvari, kaj pa pričakoval, če je tu No, sem povem, kaj pričakoval. komercializiran, valjda, da je dosti turistov. Če hočete videti, kakšen bolj tak avanturističen slab, pač tale ne bo za vas. Je pa zelo lep za videti saj enkrat. Ja, pa čakati je treba za slikati, pa tako je potka narejena. Če sem pokazal, zagrajen, a veš, ampak ne, mi turisti moramo iti dole, se so bila tudi minva ta praznava, ampak to se gre pol še od zadaj v lukno, si sem vse pokazal. In pol vrate take Instagram slike. Tudi mi dvojo mala. Vse za slike. Teli štapiči so pa live drga. Kam gre pa zdaj? Na morje. Nah. Ja, čem slab ne. Ok, slab boka, še kam drgam. Ne, una cetkica, kva je že. Še tja bi šla. Italijanska. Bomo videli, super je. Fajn se imamo. Instagram. Po kam mi ti živiš? Čez kaj sva šla zdaj čez? Brv čez Sočo. Otrokom do 10 let je dovoljen prehod v spremstvu odraslih. Dobro, da si me vzel s seboj. Jaz tebe, res je. No, zdaj, ko se vračava iz Kozjaka, lahko poveva spet par dejstev, ker jih je Teja seveda prebrala. Je 8 slapov, 2 sta dostopna za obiskovalce. Veliki Kozjak, visok je 15 metrov. Je pa še eden, ki je dostopen za obiskovalce, pa mali Kozjak, ki ima pa 8 Ne, metrov. kjer je ta? Ne vem, čuj. Ja, jaz bi tudi onga videl, če sem že plačal. Koliko se mi je zdaj spal, ko sem vozil. Te pa lepo. Evo, še zmer zeha. Ko mi čakam kosilo, pa ena popoldanska pauzica, tako kot včeraj, ja. Sva na poti slapu Boka. Je tako, slab Boka. To je pa zdaj že ene 4. slab. Zanimivo, bomo videli, kakšen je pa Boka. Po moje se lahko kosa z vsemi ostalimi, ker sem zanj tudi že slišal in je tudi eden izmed bolj znanih teh krajih. Drugač pa oni kolesarji, ki grejo v bistvu mimo, kar takole pustijo preklenjena kolesa, zraven znakov. To je noro. Kolesi tak ne veš kaj pustiti, skude. Je še najboljša alternativa, prometni znaki. Snađi se je rekel Tito, ne? Evo ga, tjale gremo. A greva bolj enduro varianto ali? Ne, kar neki. Vendarle je pristala na malo bolj enduro varianto, zdaj treba pa plezati. Tamle imamo pa avto.
Trenutno imam razgled v Božjo, da nam rekel kaj. Nimam besed, nisem tega pričakoval, da bom danes nekaj takega doživel. Ful me je v bistvu strah, ker te skozi skače tlele po robu prepada. Pamet si kjer. Ja, to je tudi ena štorija. Se pravi, se spomnite tist, ki sem posnel, a greva enduro tlele. In je te rekla, greva tam po štengah in pa ti ne igra na enduro. Ok, greva enduro. In kva je bilo polne? Zdaj sva hodila koliko časa? Dolgo. Dolgo. In se nama je že malo vleklo. In sva vedela, da to nekaj ne štima. Medva sva po lahki šla, medva sva imela lahko. Po lahki? Lahka je bila tam, ker sva midva mislila iti. Jaz sva mislila iti po lahki poti. In imaš pač mačkan slabši razgled. Zaslužila sva si ta razgled v glavnem in kosilo je bilo končno zasluženo. Kot če ga še nisva vedela. Morava še dol prt. Ja. In cela morava prt dol po takile kozi stezici. Če bi vedela, da gre toliko v hrib, pa ne vem, če bi šla. Pa sva lenčine stari, ja. Ful nepričakovane izkušnje za danes, tega nisva načrtovala, ampak Sva saj pokurila turistične bone, ja. In ja. Če ste kdaj v Bovcu slabo ja, dej, bež stran, stari, kva ti ni jasno, kolikrat sem mi že povedal. A lahko nehaš izzivati, veš koliko si ti štorasta, pa še kar tle lazaš. Dej, bež. Oh my god. še 2 Pej stran, pej greva dol. Ti tu mene zajbavaš. Sem zato, ker ti ne izhoditi po štengah, sem hodila 40 minut na mest 2 minute. Mene ne poslušaš. Evo, da ponovimo, tukaj sva šla enduro, a ne? Tukaj z ovinkom tamle spodaj je pa razgledna točka. Bravo, Mark. Ne moreš reči, da ni bilo fajn, no. Se spomnite, ko sem gor govoril, To se mu koliko je usralo, štor? A lahko nehaš izzivati, veš koliko si ti štorasta, pa še kar tle lazaš. In koliko me skrbi, da bo pala. Zato me skrbi, zdaj ste videli. Zato, ker on me ne bi mu časa pobirati, ker Cut. ne snema. Cut. Pozabila sem posnet, kaj sva zdaj jedla. Lahko ocenila, pa z besedami opiševa. Dobra hrana, hitra postrežba. To se išče, bovec. Bravo, bovec. Če dalje bolj proti koncu gremo, bolj nam je všeč. Je pa res, da pač je bilo to tudi priporočilo včerajšnjega vodiča na ziplineu, tako da če greste kdaj v Bovc, dajte iti na kakšno športno aktivnost, pa tiste vodiče izkoriste na polno in jih sprašujte, kam je, kje se kaj dogaja, blablabla. Ker oni najbolj vejo, tako da morda sva slučajno imela par slabih obrokov na začetku, ampak zdaj pa veva te skrite kotičke Bovca. Kva pa zdaj sledi? Mogoče bazensič, mogoče fitness, mogoče sauna, ne vem. Kaj te zebe? Zunaj je 15 stopinj, voda jih ima 10, mačken več kot Soča, ne, mačken boljše. Oho, te se guzija vam pokažem. Čau. Zjebe me. Fajn je. Čopa! Kiro vzdušje. Mrzlu. Še malo sončka ujameva, da se posušiva, pa greva not. Zadnji zajtrk, kaj praviš? Zajtrke bi še. Še bi zajtrke, Kakorkoli že, to je te, vidite. Tega itak ne žal noč. Da to gre noter. Prvi dan, ko so šli na slab vir, jaz sem vam obljubil, da bomo naredili tudi en takle room tour. Pejmo k moji najljubši zadevi. Sekret. Ne, ni sekret. Lahko gremo najprej sekret. Zelo luškan. Tantara. Tle, lahko. Sirješ. Kopalnica, to je bil moj najljubši del te sobe. Zakaj ta tuš poseben? Pricam. Mene to všeč, no. To so te moderni tuši. Nobenih nekih ekstra ploščic, tukaj vidiš so iste ploščice, kakor so v predsobi, kopalnici. In pa imaš tako, ne, da mečkaj nagnil, da voda odteka. To je meni luksus. To jaz hočem imeti, tako da kakšen nagnar narediva to. Pa imaš pa valjda še izbiro, da imaš tudi za parijet, pa za takole. Naslednja stvar, ki mi je tudi ful všeč, je pametno ogledalo. Zakaj pametno? Prva funkcija. Pogledaš se, noter se vidiš, Madonna. In druga funkcija.
Lepo zaokroži, naredi tale ni glih ring light, ampak je kvadrat light, tak je karkoli. Če hočeš malo bolj svetlo, najbrž za make-up punce, mogoče. Pa imate takole jutranjo varianto, oziroma večerno varianto, ker je bolj ambiente, bolj taka rumena barva, od odzadaj sije, kakor vidiš. Tole tipko nisem osvojil, to ne vem kaj je. Predvidevam pa, zdajle sem se spomnil, to je najbrž, da ti je ogledalo segrevane, da ne rabiš brisati, če si ti zameglil pare. V glavnem tega nisem uporabil. Pa še zadnja funkcija, Bluetooth povezava z telefonom, lahko si musko poslušal. Sicer je bila omejena normale, zaradi ostalih gostov v hotelu, ampak zadosti, da si užival potušam, zaplesal in bailando in to je to. Tukaj je bila taka lepa predsobica, imela so pa stvari, čevlje so lepo dala. Pa prideš v ta prostor, ki je ful tako. Ful je vse prostorno, se mi zdi. Posla je zanimiva, zato ker se lahko prilagodi, ne. Pač lahko gre narazen. Če sem se stejal, skregal zvečer, sem lahko poslo sem porinil stran, cak, in niso bila več skupaj. Tole ena lepa risbica, sicer ne vem kaj predstavljam. Najbrž je to Soča, ne? Tak bak ziher je Soča. Sploh nisem prej opazil. Pa te lučke, ki gor si, to mi všeč. Sad face, happy face. Vsi smo se imela lušno, zdaj greva pa domov, kjer so imela tako lušno. Ostala sva se tukaj na prelazu Vršič. On se bova razgledala, sicer nisva planinsko oblečena. Drugače pa kar mrzlojega. Kar vleče. Puloverju bi tudi še kaj dodal. Kaj je pa kolesarju, aj? A bi šla gor s kolesom? Ne, živa ne. Zakaj? Enkrat malo s kolesom, midva to... Ja, rabim 14 dni dopusta, da pridem gor s kolesom. Neka Clio je mašina, fantje. Mestni terenec Clio. Stari, tu gre povsod. Po Gmajne, po Ljubljani, po Hoste, povsod, po Ivče, treba. Trenutno razmišljam samo o eni stvari in to je WC. Narava ponuja, budala zamuja. Ti pa čiči pa čaki. Si predstavljaš, da grejo tle z poni vsak let? Tu so zmešani ljudi. Vse ti si tudi ten poni. Ti pa kobila, ena. Gre za najvišji cestni prelaz v Sloveniji. Nahaja se na nadmorski višini 1611 metrov. Zgradili so ga v bistvu vojni ujetniki med Prvo svetovno vojno. To so bili predvsem Rusi. Povezuje pa Trento s Kranjsko goro. Pa velik del leta, sploh pozim, je lahko prelaz zaprt. Zakaj? Ker je enostavno preveč snega, da bi kakšen Clio gor prišel. Clio je mašina, za Audija se zabat. Na te žrtve pa vojne ujetnike spominja tudi na ruska kapelca, ki je še nisva videla. Bova šla pa pole mimo, pa tudi to pokaže. Drugač pa Vršič velja tudi za eno izmed pomembnejših izhodiščnih točk za kakšne tele gorske ture. Predvsem za kakšno malo mojstroko pa veliko mojstroko, te se tako najbolj znane. Jaz še nisem bil na njih. Nisem več tak hribolazec, kot sem bil včasih. 3, 2, 1, zdaj. Evo, pot nadaljujeva dol proti Kranjski gori in tle sva se ostala pri Rjavčevi koči, kjer je zelo lep razgled na Ajdovsko deklico. V steni prisojnika je v bistvu narava ustvarila neko podobo in legenda pravi, da je to okomenela podoba Ajdovske deklice. Največja fora je, da sva mi na to Ajdovsko deklico gor na Vršiču iskala. Pa v bistvu je mečka nižji, tlele pri Rjavčevi koči. Ajdovska deklica. Tle je še ena deklica, prav tole ni ajdovska žena, to je bolj taka krančenka, se reče, tej vrsti žena, tako da. Njuh, njuh, njuh. Ja, situacija ni rožnata. Teja je imela eno nalogo in je ni opravila, in sicer ustaviva se pri ruski kapelici. Ti mi poveš, kje je ruska kapelica, in Teja ni povedala. Meni se zdi krivično, da vso krivdo zmer name vali. Kriva je ženska. Zmeri. Ruska kapelica, ja, pač bomo dali tle eno sliko, evo, to je ruska kapelica. Se pravi, to leseno kapelo, posvečeno svetemu Vladimirju, so leto 1916 zgradili preživeli ruski vojni ujetniki v spomin padlim njihovim tovarišem, ki jih je zasul plaz, medtem ko so delali to mogočno cesto na Vršič. Zdaj se pa nahajava ob jezeru Jasni, ena taka slovenska klasična nedeljska izletna točka. Zdaj bo pa treba Tejo peljati na kavico, drugače bo tečna, na kakšnega sladoledka, na kakšno kosilo. Mojca, kje si Mojca? Mojca! Mojca, spusti me notri, greva malo hojladri. Je drugače ful zanimiv sistem, ta zgradca še nisem videla. Res? Ker ne rab kanalizacije, ne rab vode, ne rab kemikali. Pač tu je izgoreva odpadke. Pač res, nisem še videla tega WC-ja. Zdaj bom jaz snevala še malo, ajde.
Pet Mojca. Ne piše Mojca. Pet Janez. Kaj je to? Most. Je most, ampak včasih je bila tle železnica, veš? In sicer leta 1870. Aha, si googlal. Ne, tam ne sem prebral. In ta železnica, ki je šla tukaj, je povezovala Ljubljano s Trbižem. In je bila zelo pomembna prometna povezava za razvoj turizma. To. Nagradno vprašanje, kaj je najlepše v Ivančni Gorici? Tabla za Žužemberk, pravilen odgovor. Jaz sem iz Ivančne, jaz nič ne vem. Doma.